VR očala in virtualna resničnost. Pri predmetu tehnološke osnove multimedije sem si za temo projekta izbral VR očala in virtualno resničnost. Tema je precej zanimiva, saj se neposredno navezuje na multimedijo, je trenutno najbolj aktualna v modernem svetu računalništva, hkrati pa je odlična za analizo iz perspektive delovanja na podlagi fizike in človeškega zaznavanja. Za začetek prvo malo zgodovine razvoja virtualne resničnosti. Verjeli ali ne, če govorimo o uprizoritvi iluzije, je prvi poizkus nastanka virtualne resničnosti mogoče najti že v 19. stoletju. Panoramska slika Rajevskega je z zapolnitvijo celotnega vidnega polja opazovalca imela namen ustvarjanja občutka prisotnosti v upodobljeni sliki, kar je pravzaprav bistvo modernih VR tehnologij. Skozi čas je človeštvo počasi napredovalo v ustvarjanju novih poti stimuliranja našega čutenja in razvoja iluzij prisotnosti. V 20. stoletju pa se je zaradi pojava prvih računalniških tehnologij in elektronike zgodil velik preskok in začetek razvoja virtualne resničnosti. Možno je zaslediti že prvo različico VR očal, za katere zasluge si lasti William Gruber. Imenovalo so se The Viewmaster. Po njih je tudi poimenovano današnje podjetje, ki proizvaja moderna VR očala. Vendar pa je v kompleksnosti tehnologije opazna velika razlika. Očala Gruberja so zgolj zapolnila vidno polje človeka tako, da je bila oseba iz fizikalnega vidika prisiljena zapustiti vidno polje realnosti in se osredotočiti na upodobljeno. Skozi naslednje obdobje pa je prišlo še do povečanega razvoja. Pojavljale so se nove naprave, kot so prvi simulator letenja, nove različice očal in Morton Heiligova sensorama. Delovala je na podoben princip kot moderna 3D kinodvorana. Leta 1987 pa se je v tehnološkem svetu s prvo patentirano proizvodnjo in prodajo VR očal uveljavilo ime virtualna resničnost. Takrat so se prva očala prodajala za cene od 10.000 evrov pa tudi do 50.000 evrov. V zadnjih letih pa je področje prišlo do revolucije, saj so očala in storitve na voljo širši množici po nizkih cenah. Za današnje izdelke, ki se množično proizvajajo, pa se cene gibljejo od samo 10 evrov pa tudi do 700 evrov. Tako vidimo, kako hitro se razvija celotno področje, saj so izdelki z veliko bolj izpopolnjeno tehnologijo na dosegu roke za vse. Delovanje VR očal. VR očala uporabljajo tridimenzionalno optično tehniko, ki nam lahko pričara bistveno bolj resničen prikaz slike, filma ali računalniške igrice. V tridimenzionalnem okolju dobimo še občutek dodatne globine slike, dodatno iluzijo tretje dimenzije prostora. Delujejo pa v praksi tako, da se v njih nahaja giroskop, merilec pospeška in merilec približevanja. Leči pa sta bikonveksni, se pravi izbočeni na obeh straneh. Skozi goli očesi bi videli dve ločeni 2D sliki, ki se med seboj rahlo razlikujeta, saj je vsaka vezana na svoje oko. Vendar pa jih naši možgani med seboj prepletajo tako, da je na koncu vidna ena slika s povečano globino. Leči ob direktnem pogledu vanj korespondirajo z vsakim očesom posebej. Tako se na koncu vse združi v enotno 3D sliko, leči pa v bistvu obdelata prizor, katerega skozi njiju gledamo med nošenjem očal. Zaradi giroskopa in merilca pospeška se ustvarja obogatena možnost interakcije z virtualnim okoljem in tako občutek virtualne resničnosti. Prizor se bo premikal v skladu z našim premikanjem glave, saj očala zaradi prej omenjenih